Letos smo prejeli 20 inovacijskih predlogov in bira je zelo lepa, saj izmed vseh 20 praktično so bila podeljena zlata, srebrna in bronasta priznanja, medtem ko diplom praktično ni bilo. Letošnje najboljše inovacije so brez dvoma precej kompleksne, zahtevne, so plod precej širokega znanja in izhajajo v glavnem iz večjih podjetij. Le ena je specifična, izhaja iz res odličnega startupa. Letošnje inovacije so zelo kvalitetne, bilo je 20 inovacij, rekordno število inovatorjev, tako da smo zelo zadovoljni z nivojem prijaviteljev, nivojem prijav in pa tudi samimi inovacijami. Vedno je lepo biti nominiran oziroma dobiti priznanje za inovacijo oziroma za podjetje, tako da občutki so zelo v redu. Gre za Chipolov obesek, ki deluje na povezavi Bluetooth, poveže se s pametnim telefonom in ljudje naši uporabniki lahko vidijo, kje imajo svoje stvari, ki jih ne želijo izgubiti. V bistvu je en sodelavec ves čas izgubljal svoje stvari, tako da smo se odločili, da naredimo rešitev zanj, potem smo pa videli, da je ta rešitev pravzaprav za vse nas. Zelo veliko problemov imamo z izgovorjavo Chipolo, odkot ime, kaj prav? V bistvu ime pravzaprav ne pomeni nič, je pač besedna igra med čipom in pa med barvami, kajti Chipolo je na voljo v 9 čudovitih barvah. Koliko obeskov nosite? Jaz sam jih nosim trenutno 4. Kakšni so občutki danes ob prejemu priznanja? Ja, sigurno pozitivni, ker na koncu, ne vem, če vam je poznano, ta projekt je bil ocenjen kot najboljši projekt v prejšnji finančni perspektivi med 5400 projekti, ki jih je Slovenija plačala iz kohezijskih sredstev. Torej je prav, da tudi doma, v domačem okolju dobimo neko priznanje za tako delo, ki smo ga opravili skupaj na regionalnem centru za razvoj. V bistvu te inovacije je pravzaprav to, da pripravimo ljudi, ki se želijo podati na podjetniško pot, da jih pripravimo na vse tisto, kar jih pravzaprav v realnem svetu podjetništva čaka. V bistvu ustvarjamo podjetnike skozi metodo dela z seniorji, se pravi ljudi, ki so uspeli že v podjetništvu in predavajo. Tako da je v bistvu to čist praktičen način. Rezultati so fascinantni. Po evropskih pravilih je procent, recimo, če je 15-20% izhoda, je to že zelo uspešen projekt. V Sloveniji pa je v tem trenutku preko 50%, zdaj celo 60% izhod. Občutki so enkratni, priznanje smo si zaslužili vsi skupaj. Cela ekipa, ki je delala trdno na tem projektu, in upam, da bomo še naprej delali tako, ker so pred nami še rekonstrukcije, še inovacije, ki nas čakajo v prihodnosti. Sigurno so prijetni občutki, vsaka taka nagrada pomeni tako priznanje za preteklo delo, hkrati pa tudi, obvezo za delo naprej. Zgradili smo novo peč, ki ima večjo kapaciteto, boljše energetske izkoristke in tudi sama kvaliteta stekla je boljša. Občutki so v redu, glede na to, da smo sami naredili kompletno inovacijo skupaj z zunanjimi proizvajalci strojne opreme. Inovacija se nanaša na spremembo tehnološkega procesa za izdelavo cevi, ki se uporabljajo pri visokonapetostnih varovalkah. Naša prednost je predvsem tem, da konkurenca nima tako hitrega postopka izdelave, povečali smo produktivnost in pa seveda izboljšali smo tudi kvaliteto samih cevi. Občutki so izvrstni, to pomeni zame in za celo mojo ekipo, da je tisto večletno delo obrodilo sadove, da je to delo nekje priznano, ne samo v firmi, ampak tudi zdaj strani Zasavske zbornice
da je to delo nagrajeno na nek način. Ključno za to je predvsem povečanje konkurenčnosti z razvojem novih materialov ETIA in pa prodor na nova tržišča, ker naša inovacija zajema razvoj tudi novih materialov in pa celo vrsto procesnih nastavitev v sami proizvodnji in s tem smo tudi stroškovno znižali stroške v proizvodnji. Inovacijska klima je en dolgoročen proces, ne da se jo kar ustvariti, mora se prijeti v podjetju, zato obstaja cel kup aktivnosti od tistih najenostavnejših inovacij, tako imenovanih koristnih predlogov, do normativnega urejanja inovacij, se pravi pravilnikov, ki to spodbujajo, nagrajujejo, ki ščitijo intelektualno lastnino, tako da to je res en cel sistem, ki na konec koncev prinese tudi rezultate. Inovacijska atmosfera v podjetju je dobra, spodbujajo nas vsako leto, da se prijavljamo in da te inovacije tudi predstavimo širši javnosti. Ja, nekje se to vse skozi spodbuja delovanje inovacijske dejavnosti že leta nazaj, tako da nam omogočajo, da se to dobro razvija in tudi predstavlja. Inovacijska klima je dobra in spodbudna, imamo organizirano tudi dajanje koristnih predlogov, hkrati pa tudi ti predlogi so potem nagrajeni, hkrati pa poskušamo neprestano iskati nove rešitve, tako v energetskem smislu, kot v smislu učinkovitosti proizvodnje. Po standardih smo še vedno zelo majhno podjetje, trenutno nas je 14, vendar zelo aktivno zaposlujemo. Definitivno je naš plan kot startup delati na novih inovacijah in v bistvu že pripravljamo novo verzijo Čipolo Obeska. Inovacijska klima v Sloveniji je po moje dokaj dobra. Generatorji inovacijske klime so brez dvoma izvozna podjetja, ki so neprestano pod pritiskom izboljševanja obstoječih izdelkov, inoviranja le-teh in pa seveda razvijanja novih. Pomembno je tudi sodelovanje z znanstvenimi inštitucijami in z fakultetami, ki daje dodatno vrednost temu, tako da jaz bi rekel, da smo mi kar na evropskem nivoju. Inovatorji bi morali biti bolj cenjeni znotraj družbe in bolj stimulirani za to, da svoje inovacije potem zaščitijo, da jih lahko prodajajo tudi na svetovnem trgu. Po moje oceni bi se dalo še kaj več narediti tudi strani države. Koliko imamo informacij z terena od kolegov, je nekje v sponu inovacije, ljudje so motivirani, želijo delati, želijo proizvajati, želijo zviševati produktivnost in mislim, da smo na dobri poti. Ja, jaz mislim, da inovacije treba vlagati, ker samo firme, ki so inovativne, ki so, naprej od drugih, lahko uspejo na trgu. Inovacij ni nikoli dovolj, razvoj je treba podpirati. Tukaj ostaja kar visok nivo inovacij, kljub vsemi gospodarski krizi, ampak na slovenskem nivoju je potrebno pospeševati inovacije. Kot solastnik startup podjetja ne dam oziroma ne stavimo toliko na pomoč države. Definitivno so nekatera področja, kot so obremenitev plač, bi lahko bila boljša, ampak sama inovativnost startup podjetja v Sloveniji je definitivno v porasti in sem zelo optimističen za prihodnost. Dober inovator ni dovolj. Namreč vidimo že na osnovi teh nagrad, da je večino inovacij narejenih v okviru timov. To pomeni, da je dober inovator tudi dober član inovacijskega tima, ki je sposoben svoje znanje deliti z ostalimi kolegi, se tudi od njih učiti in le dober tim prinese tudi dobro inovacijo. Dober inovator je tak, ko se ne boji svojih idej dati na plano
in jih predstaviti širši javnosti. Zraven tega pa mora imeti tudi dobro ekipo, da mu pri tem pomagajo. Dober inovator je tisti, ki zna oceniti zadevo, ki jo razvija, ko se bo nekaj novega promovirali, da se bo to izkazalo za potrebe proizvodne, nekaj za širšo družbo, najprej kot firmo in potem tudi navzven. Predvsem mora biti timski človek, razumeti kompletno ekipo in biti vizionar. Uspešen inovator in pogumen inovator. Človek, ki želi ustvariti nekaj sam in je pripravljen veliko storiti za to. Če bomo inovativni in to še bolj kot smo, potem se nam ni bati za prihodnost, čeprav ne vemo, kakšna